Začel bi kar z eno besedo iz preroka Izaija. In to je lahko en tak vodilni motiv skozi vse to, o čemer bi danes razmišljali. In to je prvi dve vrstici zadnjega poglavja knjige, se pravi 66. poglavje, 1 pa 2 bom prebral. Tako govori Gospod, nebo je moj prestol in zemlja podnožje mojih nog. Kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati, in kakšen je kraj za moje počivališče? Saj je vse to naredila moja roka. Tako je vse nastalo, govori Gospod. Gledam pa na tistega, ki je ponižan, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo. Zapravim, te vrstice so, ne bom se lotil zdaj razdelati teh vrstic, so lepo vodil to, kar želim povedati, sploh ker pripeljajo skupaj dve stvari, o čemer bom govoril. Kot vidimo, Bog govori o svojem svetišču najprej, ne? Kje je njegovo svetišče, pravzaprav se sprašuje. Ne? In prav ne, to ne more biti tista zgradba tam na Sionu, pa če je še tako veličastna. Ne more biti to. Ampak potem pa reče, ampak nekaj pa je, ne? Tam, kjer je pa ponižnost. Ne? In tam, kjer se ljudje tresejo pred mojo besedo, tam pa sem, tam pa prebivam. Ne? Božje svetišče, Božje bivališče nastane tam, kjer človek res s tistim ta pravo vero, ta pravim strahom, spoštovanjem pristopa k Božji besedi. To imamo v mislih zdaj v tem, kar želim povedati. Naslov tega, o čemer bi želel danes govoriti, je malo mogoče provokativen. Namreč govoril bi rad o reformaciji, o protestantizmu in o mistiki Božje besede. In zdaj takoj na začetku se mi zdi prav, da oboje mečkano opredelim, kaj mislim z enim pa z drugim. No, kar se tiče reformacije, želim opozoriti, da želim na dva načina gledati na ta pojav. Po eni strani je seveda to zgodovinsko obdobje, v katerem je ključno vlogo odigral tale mož, o katerem smo slišali takoj na začetku, se pravi Martin Luther, pri nas v Sloveniji Primož Trubar. To je tisto obdobje v 16. stoletju, ko so se stvari tako bistveno premaknile. Ampak obstaja pa še drug vidik reformacije in lahko bi rekel, to je pa nadzgodovinsko gibanje. Se pravi, gibanje, ki se pojavlja v različnih zgodovinskih časih in za to gibanje pa značilen klic k tem osnovam, k svetemu pismu, k preprosto k Jezusu, klic k koreninam, se pravi, na te najbolj, na osredotočenost, na te osnovne stvari, na osnovno Božje razodetje. No in, če tako definiramo reformacijo, lahko vidimo, da v nekem smislu so bili vsaj predhodniki tega že preroki v stari zavezi. Oni so klicali Božje ljudstvo nazaj k razodetju, nazaj k Bogu, k preprosti Božji besedi. Ampak potem seveda to vidimo tudi pri raznih krščanskih piscih, pa raznih tako imenovanih cerkvenih očetih, recimo v 4. 5. stoletju, potem pri raznih srednjeveških piscih prav tako, potem pa tudi v raznih gibanjih, ki so bila že pred Lutherom, recimo v 12. stoletju imamo v Italiji Valdežane, ki so imeli zelo podoben fokus. V 15. stoletju smo imeli na Češkem zelo zanimivo gibanje, češki bratje, ki je potem pozneje so se mu tudi anabaptisti, prekrščevalci pridružili, preživelo je pa kot moravski bratje, Herrenhutska bratovščina, zelo pomembno krščansko gibanje. Spet, to je še ena veja reformacije, ki je bila zgodnejša od Luthera, ampak ima zelo podoben fokus, ta se pravi osredotočenost na te bistvene stvari, na Sveto pismo, na Kristusa, na evangelij, na preprosto vero, preprosto poslušnost Jezusu. No in seveda bi lahko tudi po 16. stoletju so nastali novi tokovi, ne nazadnje baptizem, metodizem in tako naprej, vse do današnjega dne. In to vse so reformacijski tokovi, ker skušajo v vsakem času na novo ta osnovni reformacijski klic uresničiti. Mogoče bi lahko tako rekli, da je reformacija neko nadzgodovinsko načelo, ki ima pa svojo klasično obliko v tem, kar je naredil Martin Luther. Ampak ni pa seveda omejeno na gibanje, na tisto dogajanje v 16. stoletju. Gre za pravzaprav neke vrste preroški klic
nazaj k Bogu, k Božji besedi in to v vsaki generaciji znova. Ne? Zmeri na malo drugačen način, ker so seveda pasti, pa maliki vsake dobe so drugačni. In zato jih je treba na novo nasloviti, na novo se je treba spoprijeti. Reformacija je v bistvu nedokončano delo, vedno nedokončano delo, ki je zmeri nov izziv za vsako novo generacijo ljudi, ki hočejo biti zvesti Bogu. Zdaj, toliko, to dvojnost reformacije bi rad najprej, da imate pred očmi. No, potem pa zdaj ta beseda mistika. Ta beseda mistika pa seveda zveni lahko marsikomu čudno ali pa celo odbijajoče. Dajmo najprej povedati, kaj je. Neka taka zelo splošna definicija mistike bi bila sledeča. Da to gre za duhovne nauke ali pa duhovne prakse, ki imajo za cilj, da se duša združi z Bogom. Zdaj sem tak srednjeveški izraz uporabil. Ali pa da se človek postane eno z Bogom. Kakorkoli to misli, ali pa z absolutnim. In še to je, da pogosto te nauke oziroma te prakse vsebujejo elemente, vidike, ki so nedoumljivi, ki jih ne moramo izraziti in so zato skrivnostni. To je zdaj recimo ena taka zelo, zelo splošna definicija, kaj bi bila mistika. No in zdaj seveda povezovati mistiko pa reformacijo se lahko marsikomu zdi čudno. Pa mogoče se sploh komu zdi, da je to zgrešeno v temelju. In seveda načelno res velja, da je protestantska teologija, da ne bi bila mistiki nenaklonjena, nasprotna. Znano je, da sta Calvin pa Luther nekatere mistične pisce jasno, izrecno napadala. Ampak seveda, čim pa gremo večkrat pod površino, pa vidimo, da zadeva ni tako preprosta. Zdaj, tukaj v tole se zdaj ne bi spuščal, ker bi lahko imel dolgo debato prav o tem, ampak sam toliko ne povem. V tistem ključnem obdobju za Martina Luthera, od let 1516 do 1518, se pravi v tistem času, ki je on sam doživel ta preboj, to prebojno reformacijsko spoznanje o opravičenju zgolj po veri. Ravno v tem času se ve, da je Luther intenzivno študiral mistične spise. Prav Dionizija, Areopagita in druge, se pravi tako imenovano negativno teologijo. In dejansko se da eno stvar saj pokazati, da je prav v teh mistikov je dobil to ključno idejo, da se mora človek odpovedati svojim lastnim poskusom, kako dosežiti Boga. To je Luther v tem dobil. Zdaj se pravim, o tem bi lahko veliko govorili in mislim, da je zaradi časa bolj, da to preskočimo, no, ampak vsekakor pustimo to zadevo saj odprto v tem smislu, da je Luther sam bil do saj nekaterih vidikov tega, ker je mistika znotraj krščanstva prej pomenila, recimo srednjeveška pa še zgodnejša, da ni bil ta odnos tako enoumen, enoznačen. No zdaj, v kakšnem smislu bi lahko pa vseeno potem res govorilo o protestantski mistiki ali pa o mistiki, ki jo zagovarja in prakticira ta reformacija kot to nadčasovno gibanje. Menim, da dejansko lahko odgovor na to vprašanje, da je na področju tega poudarka na Božji besedi, v katerem smo danes čudovit odlomek iz Luthera prebrali, res zgleden in takih je seveda še veliko, tudi pri Truberju bi jih našel. Namreč, temeljni uvid reformacije, čisto osnovni, to je ta glavni motor, ki poganja reformacijo. To je tisti vir, iz katerega reformacija črpa svojo moč, navdih. Temeljni ta uvid je čisto preprosto spoznanje, da obstaja nekaj takega kot Božja beseda. Da to obstaja in da to namreč obstaja v tem smislu, kot živi govor živega Boga živemu človeku. Da se to dogaja. Se pravi, da je to nekaj, kar se realno dogaja v tem svetu. In zdaj, če pa to obstaja, če pa obstaja to, da živi Bog, živo govori človeku in ga oživlja s tem, potem je pa seveda jasno, da je to tisto prvo prizadevanje vsega krščanskega. In tukaj je poriv sploh reformacije za karkoli. Iz tega spoznanja, ker Bog govori, ker to je, ker to obstaja, seveda reformatorji vseh dob kličejo ljudi k spremembi, k spokorjenju, k veri in k poslušnosti Božje besede in tako naprej.
Se pravi, to je tisto osnovno vid. Ne? No in zdaj, menim pa tudi, da lahko zdaj potem ta poudarek na Božji besedi in hkrati to, v čemer jaz prepoznavam mistiko, pa me zanima, kakšno bo vaše mnenje, no, da lahko to opazujemo dejansko z 4 vidikov, ki so obenem 4 oblike, ali pa 4 pojavne oblike te Božje besede, tega Božjega govora človeku. No in zdaj, takoj naslednji, zelo pomemben vidik, ali pa uvid reformacije, je pa spoznanje, da Božja beseda ni kar nekaj abstraktnega, kar nekaj splošnega, nedefiniranega, da pač Bog lahko govori to, pa ono, pa tretje, ampak da ima to Božje razodetje svoje središče, svoj fokus, da je pravzaprav, da ima svojo konkretizacijo, se pravi, da je usmerjena točno v eno točko. Se pravi, da v tem, kar Bog govori, da ima določena stvar prvo in najpomembnejše mesto in vse ostalo nekako izhaja iz tega. In seveda, pri Božji besedi, in to je že Luther zelo jasno ugotovil, je to v bistvu kar Jezus. Namreč, Jezus sam je Božja beseda. In zaradi tega imamo v tej zgodovinski reformaciji tudi to načelo, solus Christus. Eno je sola fide in tako naprej, ampak tudi samo Kristus. To je eno od načel in tukaj se ravno to vidi, ker najprej in predvsem je Božja beseda kar Jezus osebno. In zdaj pa tako, on je ta živa beseda, ki jo dejansko Bog izgovarja. Izgovarja vsem ljudem in zato jo izgovarja vsakmu posamezniku. Zato ni nobenega posameznika, ki bi lahko rekel, ne, to ni zame. Bog jo izgovarja vsem in zato je pomembna za vsakega kot posameznika. Bog govori Jezus. Enostavno, to je njegovo sporočilo in to je njegova zapoved tudi. To je njegov ukaz. Bog vsakmu od nas pravi, Jezus, njega poslušajte, njemu morate zaupati, takšni morate biti, tako morate misliti, tako morate hoteti, tako morate govoriti, tako morate živeti, tako morate umreti in tako morate tudi ostati od mrtvih. To je Božja beseda. To je prva osnovna, glavna Božja beseda, je Jezus. No in seveda vse to, ta Božji ukaz nam, je pa seveda jasno, da ga mi ne moramo izpolniti v naši moči, ampak ravno v moči te Božje besede, ki je stvoriteljska. Vemo, ko Bog nekaj reče, stvari nastanejo iz nič. In taka je ta beseda, Jezus. Taka je ta ukaz, Jezus. To je Božja stvoriteljska beseda, ki ustvarja stvari tam, ki jih ni. Iz nič ustvarja Jezusa v vsakmu od nas. Vsakmu sveda, ki hoče poslušati. Zdaj, edin človeški odgovor na tole Božjo besedo je to, kar Svetopismo imenuje poslušnost vere. To je ena Pavlov izraz, Pavlova fraza, ki se sestavlja iz obeh strani. To pomeni poslušanje Boga, ki poraja v nas vero, in obenem seveda to pomeni zaupanje, naslanjanje na Boga, ki ustvarja, da smo mu vedno bolj poslušni. Se pravi, ena stvar drugo krepi in jo gradi. Oboje pove, se pravi, poslušanje in zaupanje. To je tista ključna človeška drža, ki jo bomo v vseh teh 4 oblikah omenili, tako da tole si zapomnite. To je zdaj tista ključna zadeva na človeški strani. No in zdaj pa tako, s takšno vero in zaradi takšne vere, pa ta Božja beseda, ta Jezus, dejansko postane del človeka. In to ne kar nek del, postane glavni del človeka, ker ga prenovi in ker ga preobraža. Poglejte tole Jezusova beseda v Janezovem evangeliju. Jezus pravi, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil, prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Glejte temo Božjega prebivališča. Kako je povezano? Povezano je s poslušanjem Božje besede in tam se Bog naseli. Tam si Bog naredi svoje svetišče. Se pravi, pri tej poslušnosti vere ne gre samo za neko, bi rekel, zunanjo poslušnost, ki bi recimo povzročila, da mi ubogamo in se začnemo samo recimo moralno obnašati ali pa kaj takega. Seveda gre tudi za to, ampak gre za nekaj veliko globjega. Ne? Gre za takšno vrsto poslušnosti, ki nas preobrazi od znotraj v srcu. Ne? Ki nas dejansko prerodi. Ne? Ki nas spreminja. Se pravi, zaradi te poslušnosti vere ta beseda sama postane vir življenja v nas, postane del v nas. Se pravi, mi postanemo utemeljeni v Bogu, ko Božjo besedo, Jezusa sprejemamo. Se pravi, tukaj pa seveda smo že na tem področju, ki smo ga preimenovali. Tukaj pa očitno vidimo, da se dogaja, da se človek pa Bog srečata in to globoko srečata. Da se Bog naseli celo v samem človeku. In to je točno vsebina tega, kar smo prej rekli, združitev človeka in Boga. In se pravi, temeljna oblika te mistike Božje besede, ki jo jaz poimenujem, je torej srečanje in združitev človeka z Jezusom kot Božjo besedo. No in seveda, zato je tudi Jezus ta, bi rekel, lahko osnovni zakrament. Zato, ker zakrament je sredstvo milosti, sredstvo, po katerem nam Bog daje svojo milost. In to je v osnovi kar Jezus. In tako tudi že Luther stvar zapiše. Jezus je tisto najsvetejše od Boga, ker on je vseeno tudi človeka. V Jezusu se človek in Bog sta popolnoma eno, sta srečana in združena v eni osebi. In točno tako, seveda, točno tako mi tudi pridemo do Boga in do posvečenja. To nas posvečuje. Tako da ta poudarek na Jezusu seveda vidimo že pri Lutheru, ampak vidimo tudi seveda pri mnogih drugih reformatorjih, ki poudarjajo, ki kličejo k temu preprostemu, enostavnemu odnosu z Jezusom, preprostemu fokusu na Jezusa. Poglejmo recimo že tole Pavlovo mesto. Pavel piše Korinčanom, poglejmo te besede. Prav, kot čisto devico sem vas zaročil z enim možem. Pavel Korinčanom prav. Z enim možem Kristusom, da bi vas postavil preden. Bojim pa se, da se ne bi vaše misli skazile in oddaljile od preprostosti, čistosti do Kristusa. Tukaj gre za ta preprost, čist in seveda direkten, neposreden odnos. Tle celo vidimo, imamo že prispodobo mož, žena oziroma žena in nevesta, ki je pomembna vodilna celo misel v krščanski mistiki, sicer tudi. No in zdaj bolj na tej osnovni, na praktični ravni, zdaj, če govorimo o Božji besedi, na tej prvi stopni, če smemo tako reči, pravzaprav govorimo o eni sami besedi. In to je kar ime Jezus. Božja beseda je tukaj kar to ime. In to ime Bog kliče človeku in to ime človek kliče nazaj Bogu v molitvi. In vemo pa, da pa piše, vsak, kdo bo klical Gospodovo ime, bo rešen. V Jezusovem imenu je velik. No in tle pa zdaj zanimivo tole, da sem hotel upozoriti na spis, iz katerega je danes Boštjan bral. Namreč Luther sam je nekaj v tem smislu pogruntal, ker je v teh vsaj nekaterih zgodnih spisih je naredil tako, da je spis kar začne z imenom Jezus. Jezus, pika, no odstavek. Pa začne govoriti, le si pogledajte, če to zgleda. In to je točno recimo o kristijanovi svobodi, pa še par drugih spisov. Luther sam je v nekem smislu moral razmišljati podobno, ker je videl, Jezus, pika. Potem pa dolg časa nač, pa bomo še kaj drugega. Prvo, Jezus. To je zelo zanimiv fokus. Se pravi, to je ta prva mistika Božje besede. Ampak seveda, ta beseda o Kristusu, oziroma Kristusova beseda, v grščini je to isto, ima pa v novozaveznih spisih eno svojo konkretno obliko. In tej obliki seveda pravimo evangelij. In seveda tudi Luther ga omenja. In to je, evangelij, vemo, je ta preprosta dobra novica. Dobra novica, v bistvu je to razglas, s katerim Bog razglaša.
Mesija je prišel, Mesija je umrl za nas, Mesija je vstal od mrtvih za nas. To za nas podčrtujem. Je pa to dejansko citat iz Pavla, recimo začetek 15. poglavja prvega pisma Korinčanom ali pa konc 4. poglavja pisma Rimljanom, če si preberete, boste videli točno to formulacijo. In to je Božji evangelij. Božji evangelij pomeni dejansko nekaj, kar Bog razglaša. Ne? In ta evangelij je Božji poziv, Božji razglas vsem ljudem, vseh časov, vseh krajev. Ne? In vsi narodi so poklicani k tej poslušnosti vere temu evangeliju. Ne? In to pa pomeni tudi seveda, da postanejo lojalni temu novemu vladarju, ki ga je Bog postavil. Ker Mesijevo vstajenje od mrtvih pomeni tudi, da je Bog svojo oblast že vzpostavil. Vsaj tam, na tej točki, je Božje kraljestvo že operativno. Tam, kjer je Jezus obojen od mrtvih, tam, kjer je smrt že premagana, tam je Božje kraljestvo že funkcionira. Posod druge ne, tam pa ja. Ne? In zdaj, ko mi rečemo, ko kristijani spove Jezus je Gospod, je to saj v jeziku nove zaveze, zelo jasno tudi izpoved pripadnosti vladarju. Namreč izraz Gospod je v novi zavezi, to je bil cesarski naziv. Kyrios v grščini, to je bil naziv, ki so ga nosili rimski cesarji. In zdaj tudi lahko potem razumete, zakaj so naše brate v prvih stoletjih tako neusmiljeno preganjali. Ker kristijani so s tem, ko so rekli, Jezus je Kyrios, Jezus je vladar, so bi se rekli, ne, ni cesar vladar. Mi imamo drugega vladarja, njemu smo lojalni do smrti. In zato je tekla kri kristijanov. Če bi bil to nek privaten kult, ki veruje neke privatne stvari, to so rimljani tolerirali. Če je pa nekdo rekel, ne, cesar je nekdo drug. Tam je pa rado problem. No, v glavnem, in ta razglas, poglejmo, kako Pavel pravi, ta evangelij je Božja moč v rešitev vsakomor, ki veruje. Prav, ta evangelij je sama Božja moč, ki rešuje. No in tukaj je pa dejansko treba omeniti in povedati zaslugo, ki ima prav Martin Luther v tem pogledu, je pa on tisti, ki je prav evangelij kot tak se mi zdi ponovno odkril. To pa je stvar, za katero je Luther pomemben. Ne? Luther je odkril, da je evangelij tisto središče Božjega delovanja v zgodovini, da je to tista osnovna Božja beseda, ne? In tudi je to središče Svetega pisma. Ne? No in se pravi, evangelij je tista Božja beseda, ki uresničuje opravičenje. Po evangeliju, ko človek veruje evangeliju, je opravičen. Po veri ga Bog opraviči. In doseže seveda spravo z Bogom. In seveda ta sprava, pa poglejmo, kaj prinese s sabo. Dejansko, če natančno sledimo Pavlu, vidimo, da prinese točno isto, kot smo že prej omenili. Namreč združitev človeka z Bogom. To pa se zgodi v dveh korakih. Tako kot ima to sporočilo dva vidika. Mesijeva smrt, pa Mesijeva vstajenje od mrtvih. Prej smo rekli, evangelij je razglas, Jezus je umrl za nas, Jezus je vstal od mrtvih za nas. Zato je v bistvu prva beseda evangelija, je pravzaprav ukaz smrt. Smrt. Križani Kristus, če res pogledamo na njega, pomeni Božjo sodbo. Pomeni Božjo sodbo nad grehom. In zdaj pa tako, če vidimo, da se je ta sodba uresničila na brezgrešnem Kristusu, potem vsak od nas ve, da to spada, da to pripada meni, ker smo vsi grešili. Če je Kristusu pa še veliko bolj, ta sodba velja meni, ker sem grešil. Prva beseda evangelija, prva beseda mi pravi, da bi tam na unem križu moral viseti jaz. Se pravi, evangelij dejansko je najprej silovit Božji ne, oster Božji ne. In to je, dejansko je to ostra, dokončna, v nekem smislu vesoljna sodba nad grehom, je tam razglašena. In to je sodba nad vsem mesom, kot pravi Biblija. Prav pred Bogom se samo od sebe ne more upravičiti nobeno meso, nobeno človeško bitje. Se ne more upravičiti, je obsojeno. In evangelij najprej to je razjasen. Se pravi, prvi klic
evangelija je v bistvu ukaz usmrtitve. To je klic k smrti, ampak seveda k smrti skupaj z Jezusom, skupaj z njim. V tem, da mi, kot ljudje, da jaz kot človek priznam, ja, ta Božja sodba je pravična, zadeva mene, upraviča me. To je prva beseda evangelija in zato je seveda Jezus sam že svoj razglas začel s ostrim klicom k spokojenju, s preobrnitvi. Enako Peter v apostolskih delih. Se pravi, prva beseda evangelija je v bistvu spet Božja, ta kreativna beseda, ki umori, ki odstrani, ki unič vse, kar je staro, vse, kar je grešno, vse, kar je uporno, vse, kar je sebično, vse, kar je samopravično. No, ampak seveda za vse, ki pa to sprejmejo, ki to delo usmrtitve sprejmejo na sebe, je pa seveda ta ukaz hkrati tudi že ukaz osvoboditve in rešitve iz suženjstva in je začetek novega. Ker druga beseda evangelija pa seveda ukaz živi. Tako kot je Jezus vstal od mrtvih, on pomeni nepreklican začetek novega življenja, ki nima več konca. To je tisto pravo življenje, se je pokazalo, opravičeno življenje, dobro življenje, zares dobro življenje. Življenje, ki ima Božjo naravo in seveda, ki je združeno z Bogom, kot očetom. Tam na uni strani smo Božji otroci, smo rojeni iz Boga. Se pravi, živimo z očetom, ki posluša in ta človek, ki je tako upravičen, z veseljem posluša in uresničuje vse, kar Bog pravi, kar oče pravi. Ker se ta človek zdaj neprestano napaja iz tega Božjega vrelca milosti, ki je obilen, ki je bogat. No in seveda, tudi tukaj mi beseda evangelija pravi, tako moram ustati, tako ustajam in tako sem že ustal od mrtvih tudi jaz. Križan sem s Kristusom in obojen sem od mrtvih. Se pravi, v človeku, ki veruje v evangeliji, dejansko ta beseda postane močna in delujoča v njem samem. In dejansko v njem začne vzpostavljati to resničnost, o kateri govori. To smrt in to vstajenje dela v njem samem, v človeškem srcu. Tako nas Božja beseda prenavlja. In seveda spet, to se dogaja zgolj po veri. Brez vsakršnih človeških zaslug. Tukaj nobene zasluge ne štejejo nič. In dejansko zgolj v moči te Božje besede pa je človek potem eno s Kristusom. In Kristus je v nas in mi smo v Kristusu. Se pravi, tukaj dejansko spet vidimo, gre za mistiko v tem smislu, ker gre za združitev, gre za pravo združitev Boga s človekom oziroma človeka z Bogom. In poleg tega je tudi to, da dejansko ta združitev se v nas dogaja na skrivnosten način. Mi ne umevamo, mi ne dojemamo, kako se to res dogaja. Vidimo pa, da se. Mi nimamo kontrole nad tem. Bog to dela v nas po svoji besedi. Bog nas po svoji besedi prenavlja in preraja ob tem, ko se preprosto zanesemo na ta evangelij. Na Kristusovo besedo. No in seveda, tle je pa tudi razlika od ostalih mistik. Ker ostale mistike so zmeri nekoliko razumljene kot dvig duše k Bogu. Tukaj pa tega ni, tukaj je pa spust Boga k človeku. Ampak končni cilj pa je isti, je pa združitev, dejansko združitev, sobivanje človeka z Bogom. Gremo malo naprej, ker čas zmanjkalo časa. Opozoril bi na odlomek v pismu Rimljanom 6, ga ne bomo šli, to si ga sami preberti. Začetek 6. poglavja pisma Rimljanom Pavel govori o krstu. In tam vidite, da Pavel krst razlaga točno kot v bistvu aplikacijo evangelija na človeka. V krstu prav smo pokopani skupaj s Kristusom in smo obojeni od mrtvih skupaj z njim. Prav, ta temeljen vzorc se zapiše v nas v krstu in seveda, jaz bi pododal zdaj, temeljna praksa krščanske duhovnosti, mistike Božje besede, če tako rečemo, je to, da vstopamo dnevno. Jezus je rekel, vzemite vsak dan križ in pojdite za mano.
Ne? To jaz vidim, ali pa Pavel prav drugje, prenavljajte se, darujte svoje telesa kot živo žrtev in tako boste transformirani. Tukaj gre za, jaz vidim tukaj v vseh teh odlomkih za isto stvar. Mi sami vstopamo v križ, v smrt starega, pustimo, da Bog svojo roko opravi kirurško operacijo v nas. Da odstranjuje starega človeka in po njegovi moči, po moči stvariteljske besede, dela novega človeka v nas. No, ampak seveda, moramo pa in smemo iti pa še en korak naprej. Ne? Ker, zdaj tako, živa Božja beseda, ki jo Bog sam govori, nam večinoma ni neposredno dostopna, ampak nam je dostopna posredno, prek zapisane Božje besede. Se pravi, prek Svetega pisma. Tukaj v Svetem pismu je tisto temeljno, avtoritativno pričevanje o Jezusu, ki smo ga omenili, in seveda tudi temeljno, primarno prvo pričevanje o evangeliju in njegovi moči. Ne? In to je seveda spet še en od temeljnih uvidov reformacije. Ne? Živi Bog nagovarja živega človeka, predvsem in na prvem mestu takrat, ko ta človek pristopi k odprtem Svetem pismu. Ko pristopi, tako kot smo prebrali pri Izaiju, se trese pred Božjem, pa se zapravo z unim občutkom dobrega Božjega strahu, ker se zaveda, da vstopa v skrivnost, ki je ne razume, ampak da tlele, ko prideš pred tole odprto knjigo, ti bo govoril Bog in ta Bog bo v tebi delal smrt in bo v tebi delal življenje, pravo življenje. In zato, kot Pavel pravi, moramo pristopati s strahom in trepetom k Božji besedi, k Svetem pismu. No in to je bilo izkustvo vseh reformatorjev, seveda Lutra najprej, ampak tudi drugih, tudi Trubarja. Oni sami so vedeli, da človek, ko prihaja pred knjigo, pred Sveto pismo, ko prihaja s to poslušnostjo vere, se vedno, ne zmeri, ne avtomatsko, ne samodejno, ampak se dogaja to, da nam Bog govori. Dejansko Bog govori nam v srce in svojo živo, pravo besedo, tisto, ki nas od znotraj transformira. V skladu s tem, kar smo že prej povedali. Ne? In to spet, ta splošna Božja beseda po tem čudežu vere postane konkretna Božja beseda meni tukaj danes. Ona beseda, ki jo Bog govori vsem ljudem, vsem narodom, vseh časov, v tem dejanju, ko jaz v poslušnosti vere zvesto pridem pred Boga, ta beseda postane beseda Matjažu Črnivcu 30. oktobra 2016 ob tej uri tukaj si prav. To je čudež, ki ga seveda Božji duh dela in ki je temeljno izkustvo, ki je pognalo sploh reformacijo. No, se vemo, Luther je bral pismo Rimljanom in se v njem se nekaj zlomil, v njem se je nekaj razsvetlil. Ne? In je potem začel govoriti in učiti in pisati to, kar je. In seveda, to vse podobno je z drugimi, takih zgodb imamo ogromno. Ne? Ampak to je zdaj tisti temeljni uvid, da ko človek bere knjigo, vse je to navadna knjiga, napisana na papir s črnilom, besede, ki so noso človeške besede, tle so slovenske lobi bile, hrvaške lobi bile, hebrejske, nima veze. Pa vendar, izkustvo, temeljno izkustvo, temeljno pričevanje, da se tle zgodi Božja beseda, se tle zgodi dejansko govor živega Boga živemu človeku. No in seveda, to izkustvo nas gradi, ta Božja beseda, ki jo prejemamo, dejansko to novo rojeno, kar je v nas gradi, hrani, brani, vzpostavlja, ščiti in tako naprej. In tukaj seveda vidimo, da je dejansko Božja beseda je prav v resnici hrana. Da to ni kar tako samo neka prispodoba. To dejansko, ker hrana krepi in ohranja naše telo v zdravju. Dejansko Božja beseda, to, kar je novorojeno, krepi, gradi, ohranja in daje, da raste. Točno to je edini način, ali pa prvi glavni način, da rastemo duhovno. No in tle bi spet eno usporednico s templjem naredil starozaveznim.
ena zanimiva lastnost, mogoče celo glavna lastnost templa v Stari zavezi je bila, da je v tistem najsvetejšem prostoru nad kerubi, da je dejansko bival Božji glas. Beremo, da je Mojzes šel noter, to je na koncu 7. poglavja v 4. Mojzesovi knjigi, prav, ko je Mojzes stopil not, je Bog govoril z njim. Tam se je slišal, se je Božji glas. Zdaj pa je tako, če je človek, ki ga je evangelij rodil na novo, če je res postal Božji tempelj, Božje svetišče, a ni tako, da se pa tudi v njem mora slišati Božji glas, živ Božji glas. Spada zraven, spada k novemu svetišču. In Jezus je tudi rekel, moje ovce poslušajo moj glas. Se pravi, vidimo, da se dogaja isto. Dejansko vidimo, da je tukaj dejansko nov tempelj nastal, ker živi Bog govori, resnično govori človeku v srcu. Se pravi, še ena temeljna duhovna praksa protestantske mistike je to, da zvesto dobro beremo Sveto pismo. Tukaj ne gre spet za neko informativno branje, tukaj gre za transformativno branje. To je dogodek, ki nas dejansko preobraža v najglobji globini tega, kar smo, kar nas ustvarja na novo in v tistem novem nas zedinja z Bogom. Bog se naseli v nas, mi v njem, smo eno z Bogom in smo eno tudi z drugim. Bog s tem svoje novo stvarstvo uresničuje. Pa še en korak bom na hitro omenil, ker dejansko pa Božja beseda, zdaj smo opazovali, Jezus kot prva Božja beseda, evangelij kot to temeljno sporočilo v Jezusu, Sveto pismo kot pričevanje, v Stari zavezi preroško pričevanje vnaprej o Jezusu, v Novi zavezi navdihnen zapis, navdihneno pričevanje o tem, kaj je on naredil in tako se pravi. To je kot ta, recimo, tretja oblika, no obstaja pa še četrta oblika. In to pa je krščanska pridiga, ali pa razglas, ali pa evangelij, evangelizacija bi lahko rekel. Dejansko je sredstvo Božje milosti, ali pa Božje besede je pridigar, oziroma oznanjevalce evangelija. Ker dejansko smemo in moramo reči, da se ta mistika dosledno nadaljuje in v bistvu svoj cilj doseže ravno tukaj. Vemo, da je Jezus takoj po vstajenju od mrtvih, da je dejansko dal obljubo in ukaz svojim učencem in posredno nam vsem prav, vi boste moje priče od tukaj pa do skrajnih mej sveta, pa lahko dodamo tudi do konca časa. To je smisel sploh obstoja cerkve, da smo priče te Božje besede, tega dogajanja, o katerem že ves čas govorimo. No in dejansko s tem, da so že zelo hmalo te prve priče, da so zapisale to, kar imamo danes kot novo zavezo, potem dejansko vsi naslednji oznanjevalci Božje besede stojimo kot enostavno nasledniki, kot posredovalci te zapisane Božje besede. In to, seveda, to pa uznanjamo in moramo znanjati enako v veri. Nad tem razglasom, nad krščansko pridigo ostaja obljuba, da bo po njej govoril Bog. Pa vendar je ta obljuba enako dosegljiva zgolj po veri. In to po veri pridigarja in po veri poslušalca. Enako. Tukaj gre za čist enako dinamiko vedno. Bog je pa seveda, obljuba pa obstaja. Poglejmo, recimo, mene zmeri sprot, recimo, lahko si preberete začetek 2. poglavja v prvem pismu Korinčanom. Jaz vam bom pa prebral v prvem Petrovem pismu, vrstico 14, ki je šokantna, če jo natančno preberete. In tam daje naročilo, pravi, če kdo govori, naj to stori kakor Božje besede, kakor da so to Božje besede. No, daje Peter navodilo pridigarjem, oznanjevalcem. In dejansko enako vidimo pri Pavlu, prav, da ko govori, da se razodeva Božja moč, ne človeška, in enako, recimo, zgodne krščanski spis, da je prav, otrok moj, tistega, ki ti govori Božjo besedo, se spominjaj po dnevi in po noči in ga spoštuj kakor Gospoda, kjer se namreč oznanja gospodstvo, tam je Gospod.
Se pravi, po zvestem oznanilu, po zvesti pridigi dejansko prihaja Gospod in se naseli v srca vernih. In dejansko podobno, zelo podobno stališče najdemo tudi med protestanti. Ne. Trubar je v svojih poslovilnih besedah Slovencem rekel, tudi to, poslušajte in ubogajte svoje zveste pridigarje, ki jih imejte radi kot Božje sleh. To je pa zdaj Trubar. Se pravi, to Božje sestopanje dobi svojo končno obliko tukaj, v tej pridigi. Seveda, to je tvegano početje, ker seveda vsi, ki govorimo, smo samo ljudje, navadni, grešni ljudje, tako kot vsi ostali. Tveganje je veliko, ampak seveda je tudi Božja obljuba je velika, ker evangelij, ki ga oznanjamo, ima v samo sebi moč, da pridigar je v smrti najprej. In pridigar seveda more torej, če hoče biti zvest, more sam najprej spiti kelih, ki ga bo stregel skupnosti. Ne? Skupnost ga more pa tudi spiti v tem smislu, da v bistvu ne sme gledati na pridigarja, niti na njegove šibkosti, niti na njegove kakšne sposobnosti, ker oboje je tukaj nerelevantno. To je treba pozabiti. Treba je dejansko v veri se stegniti k Bogu in poslušati Božjo besedo, ki jo Bog govori, po pridigarju, ki je zvest. To mislim, da je nek tak zelo hiter pregled vsega tega, kar sem hotel reči, da bi se več povedati. Zaključil bi pa v bistvu s 3 izzivi, ki so za nas. Ki če vse to velja, kot sem rekel, potem za vsako skupnost, ki se ima za evangelijsko, potem so tle naslednji 3 izzivi. Prvič en je izziv nam samim, znotraj naših skupnosti. Da dejansko, da gojimo to mistiko, da se zavedamo, da tukaj gre za mistiko, da to poglabljamo. Potem je drugi izziv, seveda, če je to tako, potem nas ima Bog čisto preprosto za to, da k temu vključimo tudi ostale kristjane. Prav, ostale, ali so to katoličani, ali so to pravoslavci, ali so to evangelijske skupnosti, ki so malo zašle. To je naša služba ne zato, ker bi bili mi kaj boljši, ker nismo, ampak čisto preprost, zaradi tega, ker Bog želi imeti tako pričevanje v svojem telesu in nas ima za to, da to pričevanje dajemo. Mislim pa, da je tudi tukaj izziv za širšo družbo. Prav v tem, mogoče zato je tema mistike meni osebno pomembna, zato ker v današnjem času se ogromno išče in sprašuje po raznih mističnih izkustvih, po raznih ezoteričnih doživetjih. Zdaj pa vprašanje za nas je pa tole, a smo sposobni mi tem ljudem, ki si želijo nečesa več, a smo sposobni ustrezno, dobro predstaviti pristno mistiko. Ta pravo, ki bodo ta pravo, resnično duhovno izkustvo. V tisto čisto nepokvarjeno skupnost z Jezusom. To so 3 izzivi, ki vam bi jih predal.